dobrodošli obiskovalci, dobrodošli Velenjčani in nevelenjčani na tem branju najslabše poezije. Če peči pečečnik, če vapčiče peče, ogenček topel pa tiho še peče. Ukrade ti punco, ko gledaš čevape, Plečnikov stadion bo zbrisal iz mape. Torej, komisija najslabše poezije. What does it take, da si zmagovalec najslabše poezije? What does it take? Ja, jaz bi rekel, da mora človek biti to, kar je. Ne? Torej, če je slab poet, ne sme ga fejkati. Mislim, mora biti slab, dejansko slab. What does it take? Torej, ne vem, mora biti toliko slabo, da bi to uporabili tile znani slovenski bendi. No? Tako bom rekel. Tako. Ne vem, ne znam ti zdaj točno povedati. Grigor. Mora se, tako ko se nekaj ful dobrega zgodi, se mora tudi, mislim, ko se nekaj ful dobrega zgodi, se ti mora v bistvu malo srati. Tek se tisto mora, da je res ful slabo, se ti mora malo srati. Poklopiti se morajo stvari, ker to se je meni zgodilo, ko sem bral to in sem videl, wow, tole je fucking grozno. Si videla, kaj dodala? Ja, v bistvu se strinjam, ni dost, da se ne potrudiš, da je slabo, ti moraš dobro vedeti, kaj je dobro, zato da lahko narediš nekaj slabo. Ja, pač tako kot yin in yang, ne? Brez dobrega ni slabega in brez slabega ni dobrega, tako kot te Teja rekla, pač moraš vedeti, kaj je dobro, da veš tudi, kaj je slabo. Predvsem pa tudi, če se trudiš, da bo slabo, pol ne bo slabo. Mora priti organsko. No. Pa mislite, da je slaba poezija podcenjena? Ja. Ful premalo je v tem prostoru, no. Ker brez slabe poezije pol tudi dobre poezije ne ceniš toliko. Pa koliko resno se moramo jemati v življenju? Koliko resno, jaz bi rekel zelo, zelo resno, če ne, vam bo stresno. In tako, bodite resni, no, vendarle. In Mrigo pa Kuna, a imata kak vers iz svojega komada, ki se vam danes zdi res bad, pa bi se lahko uvrstil v tekmovanje? Zase ne vem pa za njega. No. Pomagi mi, jaz imam problem z brskanjem svojih verzov, kar šele tuji. Ampak glih smo se prej pogovarjali o tem in ga je takoj enega stresel. Pa ne zdaj, če bi bil glih slab, ampak mogoče enega slabega, če mi pomagaš zbrskati. Nisem se digo, reprezentam Street Ligo. Predvsej slabo od vas, no. Yes. Se strinjam. Ampak ja, bi bilo slabše. Tudi. Vsekako. Ok, super, to je to. Hvala. Trije prijatelji so se zbrali, da o Siddharti bi pisali. Koruzo smo na žar zmetali in se umetnosti predali. Z nami so Breskvice, njihova pozicija je pa namenska. Postavili so se v njihove najljubše seks poze in zdaj bojo malo razložili, zakaj so to njihove najljubše seks poze. Jaz se imam plan z Janezom še zamenjati, ker je to njegova najljubša seks poza, tako da njega vpraši. Dogi, ker smo vse poredne psice. A to gre lahko noter? Jaz pa sam ful rada jaham. Ja. Zdaj se bomo midve tudi zamenjali. Ja. Ti tudi rada jahaš. Ja, tako je. Sam kontra. Okay. V kolikšni meri so vaša življenja, oziroma se vaše življenje vrti okoli seksa, seksualnosti, glede na predstavo? Ja, v bistvu predstava ravno iz tega izhaja, da smo poznamo se že zdaj nekaj let in
pač si kar zaupamo teh naših seksi problemov ali pa manj seksi problemov povezanih s seksom. Tako da pa smo rekli, da naredimo eno predstavo na to temo, ne? Imaš še kdo kaj za dodati? Ja, ne vem, tako da očitno velik del naših življenj predstavlja seks. Ne, to. Dejansko tudi, ko se pogovarjamo o ostalih stvarih, slej ko prej pristanemo nazaj pri seksu, tako da očitno je zelo pomemben del. Se strinjam. Glede na odzive na vašo predstavo, koliko pa ocenjujete, da je današnja družba odprta do spolnosti in vsega, kar pride z njo? Zakaj mi to delaš isti krog? Lahko štartam drugje, ni panike. Okay. Meni se zdi, da je ta družba tako na prvi pogled ful odprta glede seksa in da se skozi in da je seks dejansko povsod, ker se pa pride na neke občutljive teme ali pa na nekaj taga, kar ni mogoče mainstream ali pa ker so ljudje mičkano uncomfortable, se pa to zelo hitro da stran. Tako da lih s to predstavo hočemo tudi malo te stereotipe razbijati. Dajmo se pogovarjati tudi recimo o enih težavah s seksom, ker v tem to je pa zelo velik tabu, pa se mi zdi, da zmeri večji dejansko. Sorry. Ne, hodila sem reči, da predvsem dajmo se pogovarjati tudi o pač nekih o seksu posameznikov, pač nekem osebnih izkušnjah, ne pa samo, da nas seks obkroža na plakatih, pa ne vem, gola telesa so vse povsod, pač tako vse je seksualizirano, medtem ko pač se zelo težko iz osebnega vidika o tem pogovarjamo. In tudi pogovarjali smo se konkretno tako o seksu v teatru, ker recimo je ful pogosto, da so v določenih predstavah ljudje goli in pač golota ni več problem, vsi se lahko slečemo, tam seksamo, to sploh ni težava, ampak ko smo se pa probali spomniti neke predstave, ki bi govorila dejansko malo globlje o seksu in o problemih povezanih s tem, je bilo pa tako nič. Se pravi, ni se težko sleči, težko se je pa pogovarjati o tem, ne? Ja, pa tako predvsem o problemih, a ne, dokler je vse okej, je okej, pa ko pa kje kaj zaškripa, pa se pa konča, ne, in pa smo rekli, dajmo se o tem pogovarjati. Top. Jaz bi sam prosila Janeza, če lahko zamenjava pozo. Menjava poz. Predstava torej govori o seksu, pa me zdaj zanima, kaj pa vam pomeni seks. Ja, mrskej, no, mislim, dejansko misliš najprej, da seks pa ni najpomembnejša stvar v lifeu, to, kar pove tudi moj lik v predstavi, ampak na koncu vidiš, da je zelo pomemben del, ne vem, že tako neke ljubezenske zveze, pa konec koncev tudi sam neka fizična sprostitev, pač nekaj, kar ljudje tako nagonsko rabimo, tako da mislim, da je seks bolj pomemben, kot se dejansko zavedamo. Se mi zdi, da je že Lara vse povedala, tako da nimam kaj za dodati. Meni je tudi recimo seks ful pomemben. Pa ne vem, zaveš se, mislim, tako bi rad rekel, mi ful veliko pomeni, mi je ful nekaj dobrega, nek res pač doprinos lifeu, ampak znati pa tudi veliko problemov narediti. Tako da, tako, ja. Zaščitite se. Fair. Durex reklama. Bolje Durex nego Pampers. Okay, zadnje vprašanje pa zdaj malo bolj juicy, ampak ste pripravljeni? Kaj pri seksu vas najbolj vzburja, vznemirja? Ali pa o seksu, whatever. Ja, ne, to, da partnerja oziroma človeka, ki s tabo seksa, neki ekstra rajca. To. Dobra. To. Predvsem ono vse prej, po moje. Tako, ja, tako. Ne vem, ta del. Ampak the real deal, ne ono, nekaj je treba. Ja. To je letelo na moške. Meni se zdi to mogoče ta
emotional connection, ki si z nekom res tudi emocionalno povezan, je pa tudi seks ful boljši, drugače pa tudi jaz se ful z Laro strinjam, meni je recimo največji turn on to, da vidim, da človek zraven mene uživa in pol, če on uživa, posledično tudi jaz uživam, pa mogoče še to bi dodal, kakšne pač te igre, dominanca, to, da si malo podrejen, nadrejen, to oboje pač vse, oba troje, to. Top. Najlepša hvala, Breskvice. Hvala tebi.